Spoštovane državljanke, spoštovani državljani, lepo pozdravljeni na redni novinarski konferenci o izzivih COVID-19. Z nami sta danes gospa Ada Hočevar Grom iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje in magistrica Tjaša Žohar Čretnik, direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Obe gosti lepo pozdravljam. Tudi danes novinarsko konferenco začenjamo z včerajšnjimi epidemiološkimi podatki. Včeraj je bilo opravljenih 5316 PCR testiranj in pa 22613 hitrih antigenskih testov. S PCR testiranji je bilo včeraj potrjenih 1089 novih okužb. Poglejmo si prikazane podatke v naslednji tabeli. Kot rečeno, včeraj je bilo na novo odkritih okužb 1089, delež pozitivnih PCR testov pa je znašal 20,5%, to je podobno tudi kot dan prej, ko pa je bilo število pozitivnih nekoliko nižje in sicer je znašalo 899. Med občinami glede na včeraj potrjene okužbe izstopajo naslednje. V Ajdovščini in v Sežani je bilo potrjenih 13 novih okužb, v Novi Gorici 19, v Celju 30, v Ilirski Bistrici 16, v Rogaški Slatini 19, v Velenju pa 15. V Domžalah je bilo včeraj potrjenih novih okužb 32, na Jesenicah 16, v Kranju 33, v Šenčurju 12, v Škofji Loki pa 14. V Ljubljani je bilo včeraj novih okužb 136, v Mariboru pa so jih potrdili 34. Razmere še vedno ostajajo najbolj zaskrbljujoče v obalno-kraški regiji. To si bomo čez nekaj trenutkov ogledali tudi v grafičnem prikazu. Sicer pa je bilo včeraj v Kopru potrjenih kar 70 novih okužb, v Piranu 25, v Izoli pa 17. Kot rečeno, poglejmo si dva grafa. Prvi prikazuje 14-dnevno število potrjenih primerov na 100 tisoč prebivalcev v Sloveniji po statističnih regijah. Na ravni države 14-dnevna incidenca znaša 534,8. Še vedno ostajajo razmere, kot sem že rekla, najslabše v obalno-kraški regiji, saj ima tudi najvišjo incidenco in znaša 886,4, potem pa sledita Primorsko-Notranjska in pa Gorenjska regija kot regiji z najvišjo incidenco, najnižja pa je 14-dnevna incidenca v Zasavski, Posavski in pa Goriški regiji. Poglejmo še naslednji graf. Ta pa prikazuje 7-dnevno število potrjenih primerov na 100 tisoč prebivalcev. Na ravni države 7-dnevna incidenca znaša 255,2, to je podobno kot je znašala tudi včeraj. V obalni kraško regiji ostaja najvišja, znaša 442, kar je precej več, kot so kazali včerajšnji podatki. Vidimo tudi, da je razkorak med obalno kraško regijo, ki ima najvišjo incidenco, in med regijo z najnižjo incidenco, ki je Posavska, precej velik. V Posavski regiji namreč 7-dnevna incidenca znaša 152,7, se pravi skoraj 153. Sicer pa se v skladu z načrtom sproščanja še vedno nahajamo v oranžni fazi. Načrt sproščanja je sedaj viden na vaših zaslonih. Danes zvečer pa bo vlada na seji, ki bo potekala na Brdu pri Kranju, se bo seznanila z aktualnimi epidemiološkimi razmerami. Še pred sejo vlade bo kot običajno potekal tudi delovni sestanek s svetovalno skupino pri Ministrstvu za zdravje. Naslednjo sliko, prosim. Slika prikazuje, da 7-dnevno povprečno število okužb po danes objavljenih podatkih NIJZ znaša 766. Število hospitaliziranih pa danes znaša 546. Oba pogoja za oranžno fazo sta izpolnjena, to prikazuje tudi slika. Medtem ko pa smo od izpolnitve pogojev, ki dopuščata prehod v rumeno fazo, še precej oddaljeni. Res je sicer, da se število hospitaliziranih še naprej znižuje, a še vedno smo precej nad kriterijem 500 hospitaliziranih, ki omogoča prehod v naslednjo, to je v rumeno fazo. Kot rečeno, število hospitaliziranih se znižuje. V bolnišnicah imamo danes 21 COVID pacientov manj kot včeraj, skupaj, kot že rečeno, 546. Na intenzivni negi se danes zdravi 105 pacientov oziroma 2 manj kot včeraj. Skupaj je bilo včeraj v bolnišnice sprejetih 44 pacientov. Iz bolnišnic pa je bilo včeraj odpuščenih 56 pacientov. V ljubljanskem UKC se danes zdravi 188 COVID pacientov, od tega 27 na intenzivni terapiji.
Tudi včeraj smo žal ponovno imeli smrti. Skupaj je umrlo 10 oseb. Vsem svojcem in bližnjim na tem mestu izrekam iskreno sožalje ob njihovi izgubi. Kot običajno ta del novinarske konference zaključujemo z nekaj grafi. Prvi graf prikazuje število oseb, ki so bile sprejete in odpuščene iz naših bolnišnic. Iz grafa je razvidno, da se trend sprejemov počasi znižuje, odpusti so približno na enaki ravni tako včeraj kot dan pred tem. Iz grafa pa vidimo, da se število umrlih počasi znižuje, še vedno je vsaka smrt, ki jo imamo zaradi COVID preveč, a ne glede na to jih je precej manj kot v najslabših časih, če lahko uporabim to besedo. Naslednji graf prikazuje ta trend, ki smo ga tako dolgo čakali. Število pacientov se znižuje tako na navadnih oddelkih, kot tudi skupno število vseh pacientov se še naprej znižuje. Opazen pa je trend zniževanja tudi pri pacientih, ki potrebujejo intenzivno terapijo. Ta trend je sicer počasnejši, kar se tiče zniževanja, a vseeno je iz grafa razvidno, da se v zadnjem mesecu znižuje tudi število oseb, ki potrebujejo intenzivno terapijo.